Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Dobili smo novico iz Irske, ki ni dobra. Irski volivci so na referendumu večinsko glasovali proti ratifikaciji Lizbonske reformne pogodbe. To odločitev obžalujemo in smo nad njo razočarani, kljub temu pa odločitev spoštujemo. Naslednji teden se bomo v Bruslju na junijskem zasedanju Evropskega sveta sestali predsedniki vlad in držav članice Evropske unije. Na sejo tega Evropskega sveta oziroma na tej seji Evropskega sveta bom kolega predsednika irske vlade, gospoda Briana Cowna, povabil k besedi, da razloži rezultate oziroma da razloži razloge, zaradi katerih je prišlo do takšnega glasovanja, in potem bomo skupaj iskali izhod oziroma rešitev za nastalo situacijo. V preteklih urah sem govoril tako z svojim irskim kolegom, kot tudi z kolegi številnih drugih držav članic, tudi s predsednikom Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Obstaja velika odločenost, da se gre naprej, da se išče rešitev izhoda iz te situacije v okvirih, ki jih zastavlja Lizbonska reformna pogodba. Govoril sem tudi z nekaterimi kolegi v državah članicah, kjer Lizbonska pogodba še ni bila ratificirana. Vsi so odločeni, da s tem procesom nadaljujejo. Doslej Lizbonsko reformno pogodbo ratificiralo že 2/3 držav članic Evropske unije in te seveda predstavljajo veliko večino evropskega prebivalstva. Evropska unija, Evropa, državljani držav članic Evropske unije Lizbonsko reformno pogodbo potrebujemo zato, ker prinaša večjo učinkovitost, večjo demokratičnost in večjo transparentnost. Z glasovanjem proti ratifikaciji problemov, ki jih naslavljamo z Lizbonsko pogodbo, nismo rešili. Lizbonsko pogodbo potrebujemo tudi za nadaljevanje procesa poglabljanja Evropske unije, pa tudi za nadaljnjo širitev Evropske unije. Predvsem pa potrebujemo Lizbonsko pogodbo in rešitve, ki jih prinaša, zato da bo Evropska unija v prihodnjih letih učinkovito naslavljala ključne globalne izzive, ki so tudi ključni izzivi za državljanke in državljane Evropske unije. Nov formalni okvir, nov institucionalni okvir ali pa posodobljen reformni institucionalni okvir Evropske unije potrebujemo zaradi tega, ker se spreminjajo razmere znotraj unije. Širitev je prinesla novo kvantiteto in tudi kvaliteto unije. Spreminjajo se tudi razmere v svetu in se to seveda narekuje stalno prilagajanje rešitev. Prepričan sem, da bo odkrita in poštena razprava na Evropskem svetu prihodnji teden prinesla rešitev oziroma prinesla dogovor o tem, kako in v kateri smeri zastaviti iskanje te rešitve. Slovenija je kot predsedujoča Evropski uniji v zadnjih tednih vlagala velike napore v oblikovanje učinkovitih, dobrih, na aktualne izzive odgovarjajočih zaključkov Evropskega sveta. Veliko naporov, veliko moči, energije smo vložili v usklajevanje. Dnevni red je bil določen. Zaradi rezultata referenduma na Irskem bom dnevni red Evropskega sveta nekoliko spremenil. Potrebujemo produktiven čas za razpravo o tem, kako naprej. Kljub temu pa prioritete Evropskega sveta, junijskega Evropskega sveta, ko gre za naslavljanje ključnih izzivov, ki so pred Evropsko unijo in pred njenimi državljankami in državljani ostajajo,
Tako da bo Evropski svet, kljub temu, da se bomo pogovarjali tudi o tej situaciji, ki je zdaj nastala, osrednjo pozornost namenil ključnim izzivom in ključnim problemom, ki pestijo državljanke in državljane Evropske unije. V ospredju pa so seveda hitro rastoče cene nafte, goriv, surovin in hrane. Kljub temu, da bomo iskali tudi rešitve, kako naprej z Lizbonsko reformno pogodbo oziroma v okviru procesa uveljavljanja, ratifikacije in uveljavljanja Lizbonske pogodbe, Evropski svet ne bo izpustil iz dnevnega reda in iz vsebine odločanja ključnih aktualnih problemov, tako da bo z nekaj dodatnimi napori dnevni red Evropskega sveta naslednji teden po našem trdnem prepričanju, smo že zelo blizu uskladitvi ključnih vprašanj, našel oziroma dal ustrezne odgovore na te ključne probleme.